Kaj pa, recimo, če ti mož zboli na ledvicah? Če mu odpovejo ledvice in si ti edina, ki mu lahko daš svojo. Če ne je z njim konec. A bi mu jo dale? Je rekla Aja, ko smo že zdavnaj pojedle desert. Led v kozarcih se je že povsem stajal in bil je čas, da se razidemo. Bivše kolegice smo se dobile na kosilu. Nismo bile posebej dobre prijateljice. Zakaj smo se že dobivale? Točno. Nekaj let prej nas je Juko povabila na poroko in od takrat nas je Aja, ki je prevzela vlogo organizatorke, nekajkrat na leto zbobnala na kup. Vse smo bile približno istih let in čeprav se ni zdelo tako daleč, ko smo skupaj delale v knjigarni, je od takrat minilo že skoraj 10 let. V zadnjem času smo se vseeno precej spremenile in ker se drugače nismo družile, nismo bile ravno na isti valovni dolžini. Zunanjemu opazovalcu ne bi bilo jasno, kaj sploh počnemo skupaj. Ampak čeprav smo sigurno imele važnejše opravke, nas je vsakič prišlo vseh 5. Ajo je zanimalo, če bi umirajočemu možu dale ledvico. Ker so bile vse razen mene poročene in so imele moža, kakšne pa še otroke, je bilo vprašanje precej na mestu. In zdelo se je, da se bo pogovor samo še bolj razživel. Kaj pa vem? A ti to resno? No, saj veš, kako je, so govorile. Ene so bile nad odgovori zaprepadene, druge so razumevajoče prikimavale. Juko je opazila, da imamo prazne kozarce. Punce, bomo še eno rundo? Pa dajmo, so se strinjale in naročile še enkrat isto. Vprašajoče se je zazrla vame. Nacko, kaj pa ti? Jaz pa kar samo vodo, sem rekla. Pogovoru sem sicer sledila, ob tem pa si nisem mogla izbiti iz glave našega kosila. Hočem reči, ne vem, katera se je sploh spomnila, da bi to jedle za kosilo. Galet. Še nikoli nisem slišala za to reč, kaj šele, da bi jo kdaj jedla. Očitno sem pričakovala preveč. Saj ena taka palačinka zame ni glavna jed, prej malica ali desert. In kot se pričakuje od lokala, specializiranega za galet, drugega niso imeli. Morala bi jih pojesti celo goro, da bi bila sita. Sploh pa mi je bilo na točki, ko so jih prinesli nabrizgane s smetano jasno, da to ni nobeno kosilo. Prej malica ali desert. In kot se pričakuje od lokala, specializiranega za galet, drugega niso imeli. Morala bi jih pojesti celo goro, da bi bila sita. Sploh pa mi je bilo na točki, ko so jih prinesli nabrizgane s smetano jasno, da to ni nobeno kosilo. Tako da mislim, da bi mu jo jaz dala, je rekla Jošikavova, ki je sedela na koncu mize. Stara je bila enako kot jaz, 38 let, in je imela menda mlajšega moža, ki je bil fizioterapevt ali nekaj takega, in majhnega otroka. Ker je bila, recimo, usmerjena bolj bioeko, se ni ličila in je nosila široke obleke nevtralnih barv. Odkar se je navdušila za homeopatijo, še zdaj mi ni jasno, kako deluje, čeprav mi je 100-krat razložila, je na srečanje vsakič prinašala bombone, ki pozdravijo vse bolezni. Če te čudežne pastile daješ otrokom, ti jih sploh ni treba več peljati k zdravniku, da niti ne omenjam, da jih ni treba cepiti. Naša Jošikavova bi torej možu na smrtni posteli dala svojo ledvico. Itak da, smo rekli ostale v en glas. Pa ne zato, ker je pač vseeno tvoj mož, kot je prejle rekla Juko, ampak enostavno zato, ker si ne morem privoščiti življenja brez njegove plače. Bog ne daj, da mi umre. Aja je prikimala, češ, vem, kaj misliš. Med vsemi je Aja verjetno najkrajši čas delala v knjigarni. Istočasno sva bili tam samo kakšno leto. Bila je lepotica, za katero so se vsi ozirali. In se je enkrat zapletla z nekim vročim pisateljem, ki je imel dogodek v knjigarni. Potem, ko je izdal svoj novi roman, se je pohvalila: veste, jaz sem bila pa inspiracija za protagonistko. S tipom, ki ga je spoznala za njim, je zanosila, se po poroki v trenutku prelevila v gospodinjo in zdaj je bila samo še mamica 2-letne punčke. Živo je opisovala svoje življenje. Možda je prevzel družinsko nepremičninsko agencijo, z njegovimi starši, da živijo skupaj v ogromnem stanovanju, s taščo, ki sicer ne skopari z denarjem, se pa stalno vtika vsako malenkost, da si je kar naprej v laseh. Vem, da bi bolelo, ampak če pomislim, da bi umrl,
in da bi morala biti za vse sama, si mislim, eno ledvičko mu pa že lahko dam. Ampak resno, če bi umrl, bi takoj letela po tisto, kako se že reče, tisto posmrtno ločitev, no, potem pa gladko odrezala njegove. Prav odsekala bi jih. Pazite se, aje, punce, se je zakrohotala Juko. Jaz sem že itak bolj vročekrvna, pa sem svojemu v misli že 100-krat rekla crkni. Ampak kaj naj? Je pač oče mojega otroka, mislim, da bi mu privoščila živeti. No, ampak lej, vse sorte so. Lahko končaš s takim, ki mu ne bi dala niti ledvice in si misliš, ugonobil me je, konec je z mano. Tudi take imaš, ja, je prikimavala Yoshikavova, da se vprašaš, s kom imam tega otroka. Si predstavljaš, kakšno življenje mora to biti? Imaš jih vse sorte, ampak otroci so vseeno na prvem mestu. Zato moraš pač stisniti zobe, zanje, če drugega ne. Ko se je pogovor izpel, je Aja, ki je vedno preverila račun, pobrala od teh, ki so naročile še eno pijačo po 1800 jenov, od mene pa po 1400. Plačale smo in šle. Medtem ko smo se vlekle proti postaji, smo komentirale, kako drugače je zdaj vse in se spraševale, zakaj se ljudje drenjajo pred kakšnim lokalom. Pred slavnim prehodom za pešce v Šibuji smo se druga čez drugo poslavljale in si mahale. Adijo, se vidimo, se ti javim, preden smo se dokončno razšle. Aja, Juko in Yoshikavova so se napotile proti peronom linije Inokashira. Jaz in še ena, Konova, o kateri sem imela občutek, da vedno, tudi ta dan, samo sedi v kotu, kima in se hihita, pa sva si delali družbo na poti na drugo stran, proti liniji Deentoshi. Bil je avgust, 2:30 popoldne. Pod žgočim soncem se je vse zdelo kakor razbeljeno in modrina neba, ki je presevala med stolpnicami, je bila povsem monotona, kakor s klikom pričarana na računalniški monitor. Že z enim samim vdihom, že če si kožo samo nastavi v soncu, se je pekoča vročina zalezla vate in ti preplavila telo. Ob vsaki zeleni luči so se množice premikale naprej, se prepletale in se spet razpletale na drugi strani prehoda. Mlade punce z mlečno belo poltjo so nosile najbrž moderna, plisirana krila pastelnih barv in štorkljale v visokih coklastih čevljih s paščkom, da so izgledale kakor na hoduljah. Veliko jih je pod očmi nosilo živo rdeče senčilo in večina si je šarenice poudarila z barvnimi lečami. Do kam že greš? Sem vprašala Konovo, medtem ko sem si z brisačko otirala čelo. Mizonokuči, je tiho odvrnila. Se res, a si že dolgo tam? Kakšni 2 leti? Mož ima bližje do službe. Tudi Konova je imela otroka, še majhnega se mi zdi. Pred kakšnimi 3 leti se je spet zaposlila v drugi knjigarni. Pojma nimam, kaj delal njen mož. Bila je bolj drobna, za glavo niže od mene. Njene tanke obrvi so se na zunanji strani povešale navzdol, da so ji pod čelom izrisovale skoraj strešico. Sekalci pa so ji tako štrleli izpod zgornje ustnice, da je zmerom izgledalo, kakor da bo vsak čas prasnila v smeh. Do postaje sva imeli samo par minut, ampak to je bilo v bistvu najdlje, kolikor sva bili sploh kdaj sami. Čeprav sva se stalno videvali na naših srečanjih, se ne spomnim, da bi se kdaj prav veliko pogovarjali. Tišina med nama se mi je zazdela mučna, zato sem se skušala spomniti, kaj naj rečem. Odločila sem se za temo, ki nas je malo prej tako razgrela. Darovanje ledvice. Ti bi jo svojemu tudi dala, a ne? Ne bi.